Medtem pa namerava vlada prenoviti strategijo razvoja iger na srečo. Iz osnutka, ki smo ga pridobili, je razvidno, da se obetajo korenite spremembe. Od odprtja trga športnih stav in omogočanja vstopa tujih podjetij, ki se ukvarjajo z igrami na srečo, do tega, da ne bi več veljala omejitev, da mora biti večinska lastnica igralnic država oziroma občina. Nikali to torej pomeni, da se država odloča, da bi igralnice privatizirala? To bi lahko bila ena od možnosti. Veljavna strategija je stara več kot 14 let. Novo 10-letno s pomočjo bruselske odvetniške družbe specializirane za regulacijo iger na srečo pišejo na finančnem ministrstvu. Sprejela jo bo vlada, predtem bo, obljubljajo, tudi javna razprava. Pri nas sta sicer dovoljeni dve vrsti iger na srečo. Klasične igre, kot so loterije in športne stave, ki jih upravljata Loterija Slovenije in Športna loterija, in posebne igre na srečo, ker igralci poskušajo obogateti v igralnicah. Imamo jih 11 in so v lasti Hita, Casino Portoroža in Casino Bleda. Panoga letno ustvari znatne prihodke. Leta 2023 kar 355 milijonov evrov, to je skoraj odstotek državnega bruto domačega proizvoda in 50 milijonov evrov več kot pred 7 leti. Igralnice letno zabeležijo okoli 2,7 milijona obiskov, kar je sicer petino manj kot pred koronskim časom. Je pa res, da ti obiskovalci tam zapravijo več kot prej, v povprečju dobrih 100 evrov na dan. No, zdaj pa morebitne spremembe. Razlog zanje je neskladje s pravom Evropske unije. Trenutno lahko posebne igre na srečo pri nas prirejajo samo podjetja registrirana v Sloveniji, pri čemer mora biti večinski lastnik država, državna družba ali lokalna skupnost. Oboje bi lahko spreminjali. Po novem bi lahko koncesije dobile podružnice podjetij iz Evropskega gospodarskega prostora, torej iz vseh 27 držav članic Evropske unije, plus Islandija, Lichtenstein in Norveška. Država bi ohranila monopol pri loterijskih igrah na srečo, na drugi strani pa bi delno odprli športne stave za največ 3 prireditelje, ki bi jih izbrali na javnem razpisu. Nika, največ igralnic ima torej pri nas v lasti novogoriški Hit. Povej nam, ali to pomeni, da ga bo država v kratkem prodala? To sicer v strategiji ni zapisano neposredno, vendar pa je navedeno, da možni alternativi predstavljata privatizacija in zunanje izvajanje dejavnosti. Hit sicer upravlja s kar 7 od 11 igralnic pri nas, med drugim so pred kratkim odprli tudi drive-in Casino v Šempetru pri Novi Gorici. Velika večina obiskovalcev je tujcev, Italijanov, ki jih v Hitove igralnice vabijo s posebnimi aranžmaji, ki vključujejo tudi prevoze v Slovenijo. Hit se, piše v strategiji, sooča z močno tujo konkurenco. Prav tako bi morali nujno prenoviti prostore, ne le igralnice, ampak vse, tudi restauracije, bare, diskoteke in športne centre. Zato se sprašujejo avtorji strategiji, postavlja vprašanje, ali so vlaganja države kot solastnice upravičena. Igre na srečo, ugotavljajo, namreč niso temeljna dejavnost naše države. No je pa dejstvo, da SDH, upravljalec državnega premoženja, letos ne načrtuje nobene prodaje. Hvala lepa, Nika. Hvala lepa.